Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, vsi zbrani. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na današnji prireditvi v Parku rastoče knjige, katerega skrbnik je mestna občina oziroma knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Danes obeležujemo dva zelo pomembna dogodka za Novo mesto, in sicer drugo obletnico projekta Rastoče knjige Novega mesta, ki bomo obogatili z novim listom, ki ga krasi zapis privilegijske listine, s katero je pred 650 leti Rudolf IV. Habsburški Novemu mestu podelil mestne pravice. In pa nadaljevanje projekta Združena rastoča knjiga partnerskih mest Novega mesta s postavitvijo spomenika najpomembnejši knjigi mesta Bihać. V knjižnici se ponašamo s skrbništvom nad novomeškim parkom rastoče knjige, ki se od lani širi tudi na mednarodno raven. Ponosni smo, da je ravno knjiga tista, ki simbolično ponazarja sodelovanje mestne občine Novo mesto s partnerskimi mesti, na podlagi česar je v lanskem letu tudi usklila ideja o projektu Združene rastoče knjige partnerskih mest. Novo mesto v sklopu projekta prikazuje bogatstvo partnerskih mest in njihovega duhovnega snovanja, zato si želimo, da se tako danes, kot tudi v prihodnje, vsa pobratena mesta Novega mesta v Parku rastoče knjige predstavijo se svojo najpomembnejšo knjigo. Danes v počastitev dolgoletnega partnerstva in sodelovanja med Novim mestom in mestom Bihać predstavljamo knjigo pisatelja Huseina Derviševića Ulicom Bišća, po mnenju mnogih najpomembnejšo knjigo mesta Bihać. V knjižnici Mirana Jarca si želimo, da ostane rastoča knjiga Novega mesta in Združena rastoča knjiga partnerskih mest Novega mesta dolgoročna skupna projektna rast in razvoja, skupna projekta rasti in razvoja tako knjižnice, kot tudi mestne občine Novo mesto, ter kot taka razpoznavni znak našega mesta, saj upamo, da bo tudi v prihodnje Novo mesto raslo kot mesto, odprto za povezovanje, znanje in za najrazličnejše kulturne dogodke in dosežke. Spoštovani gostje, cenjeni obiskovalke in obiskovalci, vesel sem, da danes s svojo prisotnostjo izkazujete spoštovanje do slovenske kulture in umetnosti, ter tako soustvarjate še en pomemben mejnik v delovanju knjižnice Mirana Jarca, mestne občine Novo mesto in slovenstva nasploh. Hvala. Rastoča knjiga je knjiga in med nami biva, kot listina, kot dar rodov, kot dragocena, neminljiva, kot živ simbol, kot kruh in sol. To je le del Pavčkove pesmi vklesane tudi na novomeško rastočo knjigo, ki pa o njej pove veliko več kot 1000 drugih še kako izbranih besed. Rastoča knjiga namreč poudarja, da smo in hočemo biti narod znanja, kulture, sodelovanja in odličnosti, saj z rastočo knjigo v roki stopamo po poti nenehne rasti. Ali kot pravijo na društvu Rastoče knjige, stopamo od dobrega k boljšemu, od boljšega k odličnemu. V imenu društva Rastoče knjige nas bo s pozdravnim govorom počastil predsednik društva, akademik, profesor dr. Boštjan Žič. Lepo pozdravljeni, veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes tukaj med vami kot novi parmesečni predsednik društva Rastoča knjiga. Društvo živi že kar nekaj časa. Kje se je rodilo, ne vem, pravzaprav najbrž se je v Ljubljani, ampak oče je pa nedvomno iz Novega mesta. In to ne idejni oče, ampak kar ta prav. Ko gledam na to društvo, dobim občutek lepega.
V tem društvu ni ničesar političnega. Če imajo ljudje neka politične preference, jih pri tem svojem delu ne izražajo. Vsi se samo zavedajo, da je to, kar delajo, je nekaj dobrega in nekaj potrebnega. V Sloveniji smo malo pozabili, da smo mi zrasli s kulturo. Nismo imeli plemstva, nismo imeli vojske, nismo imeli topov za ta stoletja in tisočletja. Imeli smo pa knjigo. In danes je ta knjiga rastoča knjiga v smislu, da znanje raste in zato tudi ta knjiga ni samo knjiga na papirju, je tudi splet, so vsi drugi mediji, ki nam širijo znanje in iz katerih se lahko učimo. Ker je oče te rastoče knjige iz Novega mesta, je najbrž naravno, da se je širila ta ideja, predvsem na začetku na Dolenjskem. In je zato Novo mesto neke vrste glavno mesto rastoče knjige. Se pa sedaj širi tudi po Sloveniji. Veseli me, da se širi preko teh vaših idej rastoča knjiga bratskih mest tudi v sosedstvo. Širi se tudi po drugih državah, tako da jaz mislim, tukaj zgornje meje ni. Treba se pa zavedati, da društvo, pa ne zaradi tega, ker ga jaz sedaj vodil, ampak zato, ker je bilo tako ustanovljeno, ne postavlja nekih ostrih pravil. Z rastočo knjigo se dela tako in tako in tako. Prostor je odprt, vsi ljubitelji knjige, vsi ljubitelji znanja lahko po svoje sodelujejo in se pri tem dobro počutijo. Skratka, rastoča knjiga je nekaj lepega, kar je v teh naših časih že redek pojem, ampak upam, da bo tako ostalo. Hvala lepa. Vsaka knjiga ima svojo zgodbo, vsak človek ima svojo zgodbo in tudi vsaka pesem ima svojo zgodbo. Zapela bom še eno avtorsko pesem, ki nosi naslov Zgodbe ljudi. Hodim po cesti, gledam ljudi, čutim njihove zgodbe, ki puščajo sledi. Naj te vprašam, ali čutiš tudi ti, hodiš po poti ljubezni tiho, brez skrbi. Naj ne zavedejo te pogledi nemoči, jemi do vsak si želi tople dlani. Dovoli soncu, da posijeti v oči, dovoli luni, da
Ustanovitelj in koordinator projekta Rastoča knjiga je Državni svet Republike Slovenije. In v veliko čast in veselje mi je, da lahko po srednjemu govoru današnjega srečanja povabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitja Brvarja. Spoštovana gostitelja današnjega dogodka, župan mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni, in direktor knjižnice Mirana Jarca, gospod Borut Novak, spoštovani predsednik društva Rastoča knjiga, akademik dr. Boštjan Žekš, cenjeni gostje iz Bosne in Hercegovine in prijateljskega mesta Bihać, spoštovani seveda oče dr. Janez Gabrielčič, spoštovane občanke in občani mestne občine Novo mesto, gospe in gospodje, predvsem pa lep pozdrav dragim prijateljem Rastoče knjige. Dovolite mi, da vas najprej vse skupaj prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in pa seveda tudi v svojem osebnem imenu. Državni svet je že od samega začetka častni pokrovitelj projekta Rastoča knjiga, ki v letošnjem letu praznuje 15 let uspešnega dela. Ideja o pomniku nacionalne odličnosti in tudi mednarodnega sodelovanja na tej podlagi je vzniknila na prelomu tisočletij, ko se je porodila ideja o pomniku knjigi. Ta ideja, za katero ima največ zaslug, tako kot smo že danes slišali, vaš novomeški rojak dr. Janez Gabrielčič, je padla na plodna tla. Predvsem zato, ker pomeni Slovencem knjiga veliko več, kot morda pomeni drugim narodom, saj lahko mirno rečemo, da je slovenski narod na tem prepišnem območju obkrožen z večjimi narodi preživel do danes predvsem po zaslugi kulture. Poslanstvo Rastoče knjige je morda najlepše opisal naš znameniti pesnik Tone Pavček z besedami: Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skrinja narodne zavesti, je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda stalnica ljubezen. Pogled projekta Rastoča knjiga torej ni usmerjen samo v preteklost in sedanjost. Prav tako pomembna sestavina je tudi pogled v prihodnost. Želimo rasti in se razvijati tudi naprej, in to pospešeno. Slovenija naj bi postala inovativna družba in ne samo družba, ki se prilagaja. S pridobitvijo lastne države so bili vzpostavljeni še zadnji pogoji, da lahko sodelujemo z drugimi narodi, hitreje rastemo kot v preteklosti, ko smo bili pogosto zatirani, omejevani ali celo obsojeni na propad. Novo tisočletje in ideja o Rastoči knjigi je sovpadla s tisočletno obletnico Brežinskih spomenikov, 450-letnico prve slovenske knjige, 200-letnico Prešernovega in Slomškovega rojstva ter 10-letnico naše države. In vse te pomembne mejnike obeležuje projekt Rastoča knjiga skupaj s kipom v parku ob Navju v Ljubljani, ki smo ga poimenovali Deklica z Rastočo knjigo. Tako z Rastočo knjigo nenehno poudarjamo in sporočamo, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti. Narod rasti. V 15 letih so se v številnih slovenskih občinah in krajih, zlasti v knjižnicah in osnovnih šolah, pridružili projektu Rastoča knjiga. Z veseljem ugotavljamo, da se je po pridružitvi vsako leto dodajalo novi listi Rastoče knjige. Tudi Novo mesto, kot glavno mesto Rastoče knjige, je ena od občin, ki so v projektu pristopile v številnih oblikah. Vse pa na inovativen način odražajo veliko ustvarjalno moč in širokega duha. Spoštovani prijatelji Rastoče knjige, tu so živele muze umetnikov, znanstveniki ter voditelji. Naj ostane bogata zgodovina in izročilo mesta neusahljiv vrelec novih listov
rastoče knjige. Novega mesta seveda, kamor se bodo zapisovale nove ideje in novi presežki. Rastoča knjiga nas skratka na več načinov povezuje tudi zgodovino. Zgodovino slovenskega naroda, danes pa tudi zgodovino našega prečudovitega novega mesta, ki je letos obeležilo častitljivih 650 let. Naj knjiga zavedno ostane vseslovenski simbol, v Novem mestu pa naj rastoča knjiga ostane tudi simbol novomeške zgodovine, ki jo je leta 1465 s privilegijsko listino o ustanovitvi Novega mesta pričel pisati Rudolf IV. Habsburški. Kot smo danes namreč že slišali, nov list rastoče knjige posvečamo prav 650. obletnici Novega mesta. Novemu listu pa se pridružuje tudi spominsko obeležje z motivom Derviševičeve knjige Ulicom Bišča, najpomembnejše bihaške knjige, kar je eden izmed nadaljnjih korakov v združeni rastoči knjigi pobratnih mest Novega mesta. Besedi vabim župana Mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija. Spoštovani gostje z Bihača, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, spoštovani gospod predsednik Združenja rastoče knjige, spoštovani pobudnik in avtor rastoče knjige, spoštovani direktor knjižnice, sodelavke in sodelavci iz knjižnice in vsi spoštovani obiskovalci današnje prireditve. V znamenju kulture, medsebojnega sodelovanja na ravni nacionalnih in mednarodnih odnosov zastavljamo in dopolnjujemo koncept parka rastoče knjige z novim spominskim obeležjem, posvečenim partnerskemu mestu Bihać. Prav tako univerzalni rastoči knjigi dodajamo novi list. Ne postajamo bogatejši za še en list v knjigi na simbolni ravni, temveč postajamo bogatejši tudi pri investicijski pridobitvi. Namreč danes dopoldan smo podpisali pogodbo z Ministrstvom za kulturo za nakup novega bibliobusa, kar pa izjemnega pomena za razširjanje bralne kulture in dostopnosti do knjig za občane v odročnejših delih naše občine ter sosednjih občin. Mestna občina Novo mesto se v tem parku poklanja velikanom posameznih partnerskih mest, s katerimi naša občina sodeluje že vrsto let. Vsako mesto izbere pomembnega znanstvenika, pisatelja, slikarja ali kompozitorja, ki je zaznamoval svoj čas in prostor, da so uveljavljeni na nacionalni in mednarodni ravni. Tako se zakladnica znanja, kulture in mednarodnih povezav umešča v koncept, ki ga je že pred desetletji zastavil in razvijal naš častni občan, dr. Janez Gabrijelčič. Simbol rastoče knjige je v osnovi neskončna zakladnica in enciklopedija svetovnih spoznanj in znanja. Ponosni smo, da imamo v unikatni obliki tudi v Novem mestu. Na predlog mesta Bihać danes slovesno odkrivamo in odpiramo spominsko obeležje posvečeno poeziji Huseina Derviševiča, enega najpomembnejših pesnikov in pisateljev Bihača, katerega dela so nagrajevana na mednarodni ravni in sem posebej ponosen, da je danes tudi v naši družbi. Glede na njegov življenjepis ima zelo pester opus delovanja in pisateljevanja, do ukvarjanja s slikarstvom, ilustracijo, grafičnim dizajnom, umetniško fotografijo, zgodovino in novinarstvom. Z otvoritvijo rastoče knjige posvečene poeziji Huseina Derviševiča hkrati obeležujemo 650-letnico našega mesta in 42 let sodelovanja s partnerskim mestom Bihać. V vseh teh desetletjih sta naši mesti realizirali številne projekte na področjih športa, kulture, sociale ter malega gospodarstva. Za nadaljevanje so zaslužni številni posamezniki, tako na ravni obeh lokalnih skupnosti, kot tudi na horizontalnih ravneh, ko so posamezna društva in klubi uspešno izpeljali številne dogodke od koncertov, likovnih razstav do športnih tekmovanj, raftinga na Uni, kot tudi na ravni izmenjave dobrih praks in znanja z področja gospodarstva.
Vsekakor pa bo občina še naprej podpirala to vrstno sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh. To pomeni, da želimo, da se med sabo neposredno povezujejo različne organizacije, tako nevladne kot javne z področja kulture, športa, sociale in mladine. Kolikor bo naše sodelovanje še v prihodnje tako uspešno, menim, da je to izjemna obogatitev našega prostora, ker krepi mednarodno sodelovanje, izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter mrežno povezovanje evropskega prostora. Knjižnici Mirana Jarca, njenemu direktorju, vsem sodelavkam in sodelavcem, dr. Gabrielčiču, našemu sodelavcu Igorju Merlinu, izrekam iskreno zahvalo za organizacijsko plat projekta, ki so ga zelo uspešno izpeljali. Z današnjo otvoritvijo spominskega obeležja, posvečeno poeziji gospoda Derviševiča ter 650. obletnici ustanovitve Novega mesta in 42. obletnici partnerskega sodelovanja z mestom Bihač, dopolnjujemo zbirko skulptur posvečeno našim partnerskim mestom oziroma njihovim pomembnim osebnostim in ustvarjalcem. Na ta način odpiramo tudi novo poglavje zasnove Parka Rastoče knjige. Vsem danes zbranim in bodočim obiskovalcem želim prijetne trenutke v Parku Rastoče knjige. Ovdje sam rođen u dane sretne, reperim blago, lak poput lišća, nosim sa sobom ljubavi sretne. Moja je mladost i obiša, kao dječaka 60 neke, na prvom plesu poslije škole, tu me još pamte oči daleke, koje me i sad nekud vode. Ovdje sam rođen i nemam kuda, trajem sa unom u šapat lišća. Moje su ljubavi rasute svuda, moj život teče u moje, još gradom luta, kako je bila topla trava, sjetim se bašće preko puta, koja me spasi od zaborava. Ovdje sam rođen i nemam kuda, trajem sa unom u šapat lišća. Moje su ljubavi rasute svuda, moj život teče ulicom Bišća. Ovdje sam rođen i nemam kuda, trajem sa unom u šapat lišća. Moje su ljubavi rasute svuda, moj život teče ulicom Bišća. Takole, gospod Mohamed Liha nas je zelo prijetno popeljal po Bihački ulici Bišća. Kaj več o samem sodelovanju, pravijo, da zelo plodnem, med mestno občino Novo mesto in Bihačem pa nam bo spregovoril minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, gospod Adis Muharemović. Poštovani visoki zvaničnici, dame i gospodo, današnji čin otvaranja spomenika knjizi
našeg autora Husejna Derviševića iz Bihaća pod nazivom Ulicom Bišća u okviru ovog izvrsnog, zaista svevremenskog projekta Rastuće knjige je još jedan dokaz dobre saradnje gradova Bihaća i Novog Mesta koji su bratimljeni prije 42 godine, a uz to i izvrsne saradnje kantonalne i univerzitetske biblioteke iz Bihaća i biblioteke Mirana Jarca iz Novog Mesta. Posebnu svečarsku notu dodaje činjenica da se sve ovo dešava u sklopu proslave 650 godina Novog Mesta. Meni je iskreno drago i čast mi je da kao ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona, u ime vlade Unsko-Sanskog kantona, u ime grada Bihaća i u svoje lično ime mogu čestitati vam na ovom projektu i da mogu prisustvovati ovoj svečanosti i otvaranju spomenika koji će biti dokaz ne samo jedne izvrsne saradnje, nego i podstrek za nastavak dobre saradnje i u budućnosti između ova dva bratska grada, a nadam se i proširenju i još boljoj saradnji i sa cijelim Unsko-Sanskim kantonom. Hvala vam lijepo. Skratka, rastoča knjiga seveda raste. Naša naloga je, da jo ohranjamo kot dragocen, častitljiv in neminljiv temelj slovenske besede na eni strani, ter seveda slovenske kulture in slovenskega naroda na drugi strani. In pa naj tudi čez 1000 let, ko nas zagotovo več ne bo tukaj, še vedno ponosno stoji tukaj v parku rastoče knjige. Tako kot danes, le mnogo višja bo, kajti vsako leto se poviša za natanko 2 cm. Vabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitja Brvarja in direktorja knjižnice Mirana Jarca Novo Mesto, gospoda Boruta Novaka, da odkrijeta nov list rastoče knjige Novega mesta, na katerega smo zapisali delček privilegijske listine o ustanovitvi Novega mesta, datirane na Dunaju 7. aprila 1465, v kateri je med drugim tudi zapisano: mesto Rudolfsberg je leži v slovenski marki in ki ga je na novo zgradil in po svojem imenu tako imenoval Rudolf IV. Habsburški. Prosim. Tako, nov list rastoče knjige smo odkrili, kasneje si ga boste lahko seveda tudi pobliže ogledali. Spominskim obeležjem z delčkom prečudovite Derviševićeve pesmi Ulicom Bišća, ki smo jo poprej že slišali v izvedbi Mohameda Lihe, pa smo park rastoče knjige obogatili s trajnim spominom na že 42 let trajajoče uspešno partnersko sodelovanje med mestno občino Novo Mesto in mestom Bihać. Vabim župana mestno občino Novo Mesto, gospoda Gregorja Macedonija, in predsednika in predstavnika mesta Bihać, ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, gospoda Adisa Muharemovića, da odkrijeta bihaško spominsko obeležje.
gostje, cenjene obiskovalke in obiskovalci. Rastoča knjiga je simbol, ki nenehno spodbuja človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in dobremu. To so misli idejnega očeta rastoče knjige dr. Janeza Gabrielčiča. In k tej prečudoviti misli bi za konec dodala le še željo, da tako knjiga kot povezovanje zavedno ostaneta pot, ki bo vodila od vsega zlega k dobremu. Preden vas povabim na kozarček, da seveda skupaj nazdravimo novi rastoči knjigi, pa seveda tudi k strpnosti, spoštovanju in vsemu dobremu, pa ponovno vabim Mohameda Liho, da nam še za trenutek v park rastoče knjige pričara pravo bihaško vzdušje. Hvala lepa, da ste bili danes z nami in naredimo si prijeten večer še naprej. Moj grad je jasno, kao blizanci, sa istog stabla grančice cvijete. Njemu niz dušu, ko divni znanci, moje godine sretne. Moj nježni lahor niz bišće puše, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, ono su moje korake stare. Mage da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, bolje nismo jedno. A gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, bolje nismo jedno. Moj grad i ja smo kao blizanci, sa istog stabla grančice cvijete. Njemu niz dušu ko divni znanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako starimo skupa na istoj cesti. Pa gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, ili još bolje mi smo jedno. Pa gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, ili još bolje mi smo jedno. Bihać i ja smo rođena braća, bolje mi smo jedno. Preden se pa čisto zares poslovimo, nam bo za, bom rekla, v pozdrav in hkrati v slovo nekaj besed zaupal tudi avtor pesmi, katerega delček smo danes. Tako, ja, mogli smo govoriti, evo. Ja ne znam, poštovanje, lepo, zdrav, eto jedno znam to reći, jer sve što sam smišljao da kažem danas, hvala uvod, ništa ne vrijedi. Ovo nisam još pogledao, malo me je strah, jer to se ne dešava svaki dan, to se ne dešava ni u 100 godina. Živom spomenik to nema. To se dešavalo samo drugu Titi, Lenjinu, Staljinu i tako. Imaću kasnije malo hrabro da pogledam sad na mogu. Ovaj čovjek je pjevao moje pjesme. Ja ne moram govoriti. Te iste pjesme bio mali nesporazum. Ova djevojka je mislila da ja ne moram postići. A u stvari radi se itekako o meni. Ovo je meni, malo je reći, velika čast. Ja volio da se to u stvari sve ne dešava.
jer pitali su, a koje godine umro da napišu. Neka napišu 2050. To mi je odgovaralo. Onda naživio bi se. Onda je mogao doći još dosta puta ovdje i reći, nisam ja samo pisao o Bihaću. Jer ovo se ipak dešava u Novom Mestu, a ne u Bihaću. Ja sam Bihać opjevao, mi smo rođena braća jedno, šta ja znam. Recimo, to je brat s kojim se odjeliš, on ti isti reskuće. Ovaj brat me je primio na jedan drugi način, ja se zahvaljujem. Ja ću iz ove pjesmarice reći jednu pjesmu, pa ću iz ove knjige koja će tamo naraste za 1,5 cm reći još par kratkih pjesama. Izvinjavam se na ovom pari, jer pjesme se ne pare, pa ne dobiju mlade, još se novi u svakom slučaju. Znači, nećemo Moj grad i ja, nećemo onu, evo, iz istog seta Ljubavi stale na pola puta, koju on također pjeva, i to dobro je pjevao, ali ne može ni on sve pjevati, moram malo i ja. Kod nas se spominje ovdje jedan paviljon koji to više nije, to da se samo može ovaj čovjek orijentisati gdje su te ljubavi ostale. Ljubavi stale na pola puta, dok peta banka na me pada, sve mi je ljepše što juče i ja vas volim prvi put sada. Kralj sam vam bio tek jedno veče, volio nisam na sva zvona, ljubavi moje na brzaka ostale negdje kraj paviljona. Kad na dan novi mrko gledam, ljubavi stare, gdje ste sada? Kad molim vrijeme da ne žuri, da mi srebro kosu ne slaga. Ljubavi moje iz davnina, tek danas mogu to da shvatim, bio sam dužnik bez pokrića i sad je vrijeme da sve plati. Reći ću neke moje razloge pisanja. Ovo je knjiga, nije izašla juče, ali je nova. Prvo ćemo malo da vidimo kako ja to sabiram. Čas matematike. Podijeli kopno s morem, kruške s budalama, saberi babe i žabe i opšta mjesta na nebu, zvijezde. Izvadi korijen iz jabuke, izračunaj koliko iznosi konj puta trava i koliko je to ti plus ona. Potom oduzmi oblake iz misli, postani prozor kroz koji posmatra Bog jasnih stvari. I rekao sam nešto još o pisanju, to će biti sve ovdje. Ručna poezija. Pisanje je ručni posao. Prema tome, sva poezija koja se piše je ručna poezija. Jer to nije fudbal. Hoćeš nogom, hoćeš glavom, hoćeš koljenom, a ruka uz tijelo. Neki misle da se poezija piše glavom, ali to nije tačno. Pa ko još glavu u mastilo umače? Glava samo pazi šta radi ruka, obično desna, izdaje komande, pisati, pisati i samo pisati. Hvala.